Dober dan. Nogometni ritem ne popušča, v bistvu je vsak dan hujši, evropsko prvenstvo se približuje, boj za slovenskega prvaka je na vrhuncu, pred nami je Liga prvakov, tem je torej ogromno. Bomo kar takoj začeli, tokrat sva z vami Gorazd, Nejedli in pa jaz. Gorazd, na prvi pogled, če pogledava prvo ligo, 4 zmage gostov, 1 remi, Aluminij, Maribor 0-2, Rogaška Olimpija 2-3, Mura Celje 1-3, Bravo Domžale 1-3. Ne zgodi se pogosto, da so gostitelji tako in neučinkoviti in točkovno slabi. Kaj te je od teh stvari najbolj presenetilo konec tedna? Presenetilo me ni nič, je pa ta razmerje gostje domači oziroma domači gosti pogojen predvsem z igro. V slovenski ligi je težko doma igrati, ker premalo klubov goji igro. V tujini dobri klubi gojijo igro, so tisti, ki narekujejo ritem, tempo. V slovenski ligi pa praviloma domači klubi, še posebej, če so na papirju slabši od tekmeca, takoj se zaprejo in ne izbira. Ni vpliva gledalcev, ni navijačev. To je osnoven problem eden od problemov slovenskega nogometa, kjer publika na stadionih dela pritisk. Ona narekuje, kako bo domačin igral in praviloma domačini poskušajo igrati odprto, napadalno. Potem pa tukaj so še pari takšni, da je bil gost že avtomatsko boljši, razen v primeru Brava in Domžal. Je bila pa spet posebna tekma tudi Bravo in Domžal. Če greva čist pravijo šok novega trenerja, tukaj ne vem, če z 30-40 metrov goli pade, to ne vem, če je to šok ali pa posledica novega trenerja, je kvečjemu sreče. Ja, to tekmo sem si ogledal, priznam, da 70 minut bi skoraj rabil neko blazino ali pa naslonjač, ker je bilo pravljica za lahko noč, 70 minut, potem pa 2-3 spektakularni goli, Najprej Jošt Pišek, fenomenalen gol, potem Stoparević Filip, tudi v bistvu neke vrste zgodovinski gol, to so goli taki, ki jih ne vidimo vsak dan, mislim, da celo svoje polovice igrišča ga dal. V bistvu odlični goli, tako da to je bila tekma po mojem programirana celo za 0-0. Nihče ni hotel izgubiti, je pa pač se je šlo, kot se je šlo. Na koncu smo celo videli veliko golov in spektakel, ampak bolj naključno kot ne, oziroma stvar individualne kvalitete. Tako da ja, v bitki za prvaka je kaj novega, imamo še 2 zaostali tekmi, mislim, da imajo Olimpija in Maribor je še, Ja. In pa Domžale verjetno s Koprom. Tako, ne vpliva. Ne vpliva. Preveč. Lahko bi vplivala, morda, če bi Olimpija premagala Maribor, bi šla na 7 točk, ampak potem mislim, še zmeraj to preveč. Bi se pa vrnil na tekmo Brava in Domžal. Bravo je točno v tej tekmi pokazal, da še ni zrel, čeprav sem mislil ali pa smo mislili, da bo naredil ta preskok v igri. To pa pomeni, da tudi doma slabšega od sebe lahko napade in ne čaka. V tem primeru se je pa izkazalo, da ni še dovolj zrel, ker napadati pomeni imeti rutino napadanja, uigravati napadanje in ne pa sem taktično prilagajati nasprotniku. In tukaj je bil on izrazit favorit, pa se mu ni šlo. Druga, kar je nevarnost Domžal. Vprašanje je, kako bo nov trener oziroma vede trenerja Matej Podlogar to tekmo videl. Domžale so zmagale zaradi svoje lastne dobre igre ali zaradi speta okoliščin naključja. To je bil na primer pri Kopru, Radosavljevića in nasploh v Koprčanih, ki so mislili, da so Olimpijo v pokalu izvlečili zaradi sebe, ker so bili tako dobri. Na koncu je izpadlo, da so imeli pač srečo oziroma da je bilo nek naključje, kjer je Olimpija sama sebe premagala in pomagala njihovi zmagi. In če trener zna ugotoviti dobro, zakaj je zmagal, nastane velik problem. Zdaj, v bistvu, dobro, da si te trenerje omenil, je kar neko kolobarjenje v zadnjem času. 3 so bili zdaj novi, se pravi, ali pa bolj ali manj novi v Domžalah Podlogar, to je bil bivši napadalec, in pa Radomlje Koper celo oba. To je na nek način nenavadno. So pa vsi 3 še mladi, tudi Bogatino je relativno mlad, čeprav je že izkušen trener. Kaj ti to pove mogoče? Ja, to pove mi to so samo rešitve čez noč.
za Bogatinova niti ne, ker Bogatinov je verjetno, če ne zdajle, bi pa slej ko prej enkrat prišel na vrsto v Kopru. Verjetno so pa zamočili, da ga niso imeli že prej zadržali, ker pač najbolj pozna tisto okolje, pozna značaje, ve, kako klub diha, kako okoli njega se dogaja. Zdaj sicer prepozen, karkoli narediti, bomo videli, kaj bo polet, ko bo kaj imel možnosti sodelovati pri ustvarjanju ekipe. Za Domžale niti ne vem, jaz ne verjamem, da bo Matej Podlogar trener. Je le malo prekratka doba, da bo en let, še ni en let od tega, odkar je nehal, in da bo kar čez en let že postal trener. Zdaj niti ni kazal kakšnih znakov, da bi lahko bil trener. Radomlje, to je uganka spet sama za sebe, kaj bojo ostali v ligi ali ne bojo ostali v ligi. To težko je povedati. Zdi se, da tudi tukaj ni neke ustrezne selekcije oziroma kaj sploh hočejo, ne? Te, ki nastavljajo, ne? Oziroma izbirajo trenerje. Zdaj, če tako pogledamo na lestvico, pa v povezavi s trenerji pa vrstnim redom, Rogaška nekako deluje, da ima energijo za teh zadnjih, koliko je to, 7 kol, 6 kol. Aluminij in Radomlje deluje tako, da ima ta manj, ne? Nekako se mi zdi, da se bo kle lomil, kdo bo izpadel neposredno, kdo bo šel v dodatne kvalifikacije. Kje ti kle vidiš glavnega kandidata, čeprav je težko reči, relativno, se pravi, Rogaško in Radomlje ločijo 4 točke. To so 3 klubi v 4 točkah. Mislim, da so kar Radomlje največji favorit za izpad. Ne zaradi mogoče igralske nekvalitete oziroma kvalitete, ampak mislim, da zaradi faktorja trenerjev. Pri Rogaški je Oskar Doble na nek način pobalin, fakin. In zna se prilagajati, in to se vidi praktično vsak gost pride jezen iz Rogaške. Ma ne zaradi tega, ker ali mi igra ni šla, zaradi tega, ker pripravi nekaj, pač tudi igre zunaj igrišča, ne. In Drobne je v tem očitno specializiral se, dovolj je predrzen, tudi obvlada te zadeve, kako v pravem trenutku dvigniti napetost. Pevnik pri Aluminiju tudi ni dosti slabši, je specifika Aluminija malo drugačna, bolj umirjeno delajo, ampak ima prav tako za sabo določene izkušnje, kako ukrepati in kako ravnati. Zdaj samo vprašanje, če ima tudi igralce na tej ravni, ko je treba se spremeniti in iz nekih, kako bi rekel, športnih fantov v pobaline, ne. Tako da Radomljam se kar slabo piše. Imajo pa morda celo boljši igralski kader od Aluminija zanesljivo, Rogaške pa nič več, ker Rogaška je pa pokazala s to selekcijo zimsko, in da ima kar zanimiv igralski kader. Zdaj, ko si omenil Drogneta, ne, trener Olimpije Zoran Zeljković je isto izpostavil, ne, da bolj že šli gledalci na tenis, ne, ker se na tisti suhi travi, ne, se ni dal igrati, ne. Sam je pa zanimiv vse nekako, da to omeni nekdo, ki je pol leta igral na najslabši travi v ligi, ne. To je, ne, verjetno je pričakoval, da bo pa zdaj spomladi, ko bo zacvetelo vse, da bojo tudi igrišča, samo je pozabil, da je pač Rogaška specifična, ne, in se pravim, ki je poskrbel Drobne, da spet ni bilo tako, kot bi nasprotnik hotel, ampak tako, kot oni hočejo, ne. To je dovoljeno, ne. Dovoljeno, na dolgi rok bomo videli, ampak saj zaenkrat pa tudi igrajo spomladi tako, da recimo, da mu je pol oproščenega, vse, kar si izmislil. Nekako se mi zdi, da Maribor deluje tako iz ozadja, da ga vsi podcenjujejo ali pa ne podcenjujejo, da ne stavijo resno na njega, ampak je kar tiho pa zmaguje. Tudi Šimundža, njegov trener Ante Šimundža, ni, tako bom rekel, ciničen v izjavah, kot je že znal biti po tekmi, ampak lepo sodeluje s tistimi, ki ga sprašujejo, nekako konstruktivno deluje, ampak zmaguje, ne. Ja. Ima to neko individualno kvaliteto na igrišču, ne. Tudi. To je Maribor, ki mu ni treba tekmovati za naslov, ampak tekmuje za to, da ogroža tekmeca pred sabo, v nek vliva strah
in se jim ni treba ukvarjati z ničemer drugim kot samo seboj. Za igro, kako bi bili sproščeni, kako morda 2-3 igralce še pripraviti že za naslednjo sezono in tudi nek uigravati tisto, kar Ante želi. In zdaj, jaz mislim, da na tej poti da so dobri na tej poti, je pa edino vprašanje, kaj bo z Iličićem drugim, kaj bo s Sodanjem, kaj bo z Jakupovićem. To je vse odprto. Ne. Pri 35-36 letih računati na to, da boš ustvaril evropski Maribor, se bojim, da ne bo šlo. Ne. Upam, da imajo v ozadju rešitve, oziroma verjetno rešitve imajo, koliko bojo pa uspešno, bomo pa še videli. Je pa to idealno za njih, ta trenuten položaj, nisi ne težko, vsi so se že sprijaznili s tem, da ne morejo biti na vrhu, tik pod vrhom, malo težji, pa tudi če so, ni nič hudega, ne za Olimpijo, ne Maribor, čisto vseeno so drugi, tretji v tem primeru. Je pa na nek način zanimivo, ne, da je v bistvu boj za Evropo že končan na nek način. Celje v kvalifikacije za Ligo prvakov, Olimpija Maribor za Conference League, 4. bo preko pokala. Misliš, da bomo dobili dovolj kvalitetnega iz pokala za drugo kolo konferenčne lige? Tam imamo zdaj, se pravi, mislim, da Gorico, Rogaško, Muro pa Beltince. Ja, kvalitetno sigurno bo dovolj. Je pa pač neka dober za nogomet, za ustvarjati neke zgodbe. Je pa z tekmovalnega zornega kota, pa mislim, da to ni dobro. Vsi pravimo, kako je lepo, da pokal, so presenečenja. Ja, mogoče so to v razvitih državah je lušta, ne? Ker boš imel garantirano 50,000 ljudi na štadionu. Pri nas je pa čisto vse, je pa strošek. Je pa strošek, če se še kakšen predsednik zagreje preveč, napove premije, pa zmaga in pa, ki je treba pa premije izplačati, pa ugotovi, da tismu žepu, ki je imel denar za nogomet, ni dovolj denarja. In to ponavadi pripelje pa do posledic. Tukaj, če smo že pri teh premijah, evo je točen primer Olimpija. V ozadju, pri nas nismo to govorili, so se dogajale stvari, nezadovoljstvo zaradi neizplačila premij, ki so bili dogovorjene. Ampak se pravim, to je dvorezen meč za klubske uprave, ko se pogajajo z igralci. In ravno tako igralci na nek način, ko podpisujejo pogodbe, ne, takrat ni sploh omenjenih raznih nagrad. Ne. Takrat je klub super, sam da imamo nekoga. Ne. In Olimpija je tipičen primer. Vsi jo nekaj obtežujejo, a ne poznamo igralca, ki bi rekel, da ne gre v Olimpijo zato, ker ne plačujejo. Še vsi so prišli in še vsi so šli zadovoljni. Če pa jih spremljaš čez sezono, ali pa kako, seveda so igralci, pravijo, najbolj nevarni, če blag jezik uporabim, ne. Kako sprožajo afere ali poskušajo vplivati na medije in da tukaj se čudim tudi medijem določenim, kot da bi bili menedžerji igralcem, ne, namesto da bi pomislili, da je vendarle v ospredju klub, ne. Seveda je treba tudi klub opozoriti, da upravlja svoje naloge ali dogovore, ne. Ampak pravim, to mi ni jasno, ne, da sami sebi streljajo koleno, ko izzivajo nesrečo z raznimi aferami, ukvarjanjem s tem, kako klub dolguje, kako klub ne plačuje. Se pravi, na koncu sezone pa vsi rajš vidijo, da ostanejo v tem klubu, ki ne izplačuje, pri katerem je vse narobe. Vmes so pa zastrupali okolje, navijače in vse. Ja, ne, sej dejstvo je, da UEFA licenca ne pade z neba, ne. In ti ne moreš igrati, to je res iz sezone v sezono bolj drastično. Morajo seveda tudi tej, ki jim morda kdo kaj dolguje, podpisati, da bo to rešeno, ampak ta licenca ne pade z neba in če jo dobiš, jo pač dobiš zato, ker je zadeva saj formalno urejena, ne. Tako da to je neka varovalka in tudi smernica, da zadeve funkcionirajo, če jo dobiš. Ne. Ja, je en paradoks, ne, licenciranje. Igralci podpisujejo dolgove, ki klub jim dolguje, oni podpisujejo. Ja, če prej so govorili o tem, če je toliko hudo, ne, ja, potem greš. Če ne zaupaš, ne, greš, ne, sam seveda oziroma greš, oziroma ne podpišeš. Sledi ne pridobitev licence, verjeten bankrot kluba ali pa spet 5. liga, ne, in vsi izgubijo, ne. Je en tak paradoks, moram pa še nekaj
povedati, kar se Olimpije tiče, da bomo imenih v zadnjem trenutku se je rešila licenciranja. Res je bilo napeto, res so se malo poigrali, bolj zaradi, ne vem, kako bi ti rekel, če ti dobiš za nekoga, za enega igralca nagrado, je v redu, da se držiš dogovora in del te nagrade vrneš, ne? Če je bil del tega dogovora. Običajno je tako. In Olimpija enostavno tega je hotela to speljati mimo tega in je v zadnjih sekundah ugotovila, da je boljš, da naredi tisto, kar bi morala že zdavnaj narediti. Ja, učijo se, ne? Vsi se učijo. Jaz mislim, da je bolj ta, tako bi rekel, grejo do skrajnosti. Ne? Ampak na dolgi rok delati na tak način kot Olimpija, ko skozi čaka do zadnjega izsiljuje, oziroma razumem, da je težko zbrati 5, 6, 7 milijonov v državi, mislim, ali pa ne moreš samo od fuzbala, od tega, kar nogomet, kar športni del zaslužne živeti. Moraš tudi kje drugje zaslužiti, ne? Ampak vsem delovati na tej napetosti, da bomo izplačali do zadnjega, ali pa podpiš, pa bomo takrat plačali in tako naprej. To ne gre. Treba je nek normalen, brezstresen poslovanje narediti, pri čemer pa seveda treba tudi ljudem natočiti čistega vina pa reči, glejte, letos imamo 5 milijonov, če bomo drugi, tretji bo v redu, če pa več, bomo pa sploh vsi zadovoljni. V tem kontekstu sem zadnjič poslušal Zlatka Zahoviča v eni oddaji Neuspeh prvakov, je bil gost, neka hrvaška oddaja, in je tam so ga vprašali, kakšen je bil proračun Maribora v tistem šampionskem obdobju, pa lige prvakov, pa UEFA lige, pa tako. In je govoril, ko je proračun? Ni proračuna, kakšen proračun? Ne? Dejansko je mogel večino športni del ustvariti, ali s prodajo, ali z uspehi na igrišču, se pravi, z uvrstitvijo v nek skupinski del. Absolutno. Oni so imeli v Mariboru takrat samo zagotovilo, da klub ne bo propadel. Kaj boš pa od tega več naredil, da ne bo propadel, je pa stvar znanja, spretnosti, sreče, ki jo je športni del lahko imel. In tukaj pač je Zahovič bil kralj. To mi je zanimivo razlago, no? Ampak je pa to izhodišče za vse, ki nekaj več želijo. Mogoče Celje tukaj odstopa v neko drugo smer, ampak seveda to je instant, ne? Dokler imaš tazga lastnika. Drugače pa princip enak, kot ga imel takrat Maribor. Je pa se pa vidi, da gre vse na to, da gre to na tuje vlagatelje, ne? Ker domačih, to je spet en paradoks v Sloveniji, da nismo sposobni ustvariti, ali pa da ni sposobnega poslovneža, ki bi se upal v nogomet z denarjem, ali jaz mislim, da ga celo nimajo, bolj kot ne, so vsi bogataši, ne vem kaj, na papirju, ali pa kako, ali so pa skrivajo, ne vem kako, ne, ampak se pravi, edina rešitev so tujci. Zdaj, kako pa tujci pri nas to, da vidijo ali pa ne vidijo. Po drugi strani mi je pa razumljiv, naprimer ta Turk, ki je bil prejšnji teden ali 2 tedna nazaj v Sloveniji in se je s predsednikom UEFA srečal na kosilu, verjetno je hotel malo slišati njegovo mnenje, kako se delujejo stvari tukaj, ampak za nekega poprečnega turškega milijonarja, kar celo ta je, ne, ker ne sodi med krog milijarderjev, ampak milijonarjev, je slovenska liga kar zanimiva, ne. Za en vložek 2 milijona evrov ima verjetno Muro čez, ne. Ampak to ni veliko. Mislim, je veliko. Samo on lahko z neko srečo, Mura lahko proizvede enega igralca ali mladega, ki je pa na trgu vreden 3 milijona in ga v Turčijo mirno spet prodane. In je rešeno, win-win situacija za vlagatelja, ki je na nuli ali pa mogoče celo zasluž, in za okolje, za slovenski nogomet, ki lahko spet enega igralca nekam dal v zahtevnejše okolje in ne nazadnje tudi situiranega žakarja za prihodnost naredil. Jaz mislim, da problem naših milijonarjev je čista računica. Pač ne moremo tega niti oporekati, njegov denar. Ti, da daš recimo primer Olimpije. Da jo kupaš za 4 milijone evrov, to kot je bila nazadnje prodana, ali pa za 2 ali pa 3, ne, nisi še nič naredil. Štartaš sezono s 7 milijoni minusa, on pa na kakršnem koli poslu, s kakršnimi koli finančnimi inštrumenti naredi več. In to je pač to.
O nogometu ne znajo kaj dost. Zadnji, ki je poskušal nekaj s temi milijoni, je bil Pečečnik pred 15 leti in se je tudi tam izkazalo, da v nogometu ni vedel kaj dost, kar pač samo po sebi ni nič narobe, dokler pač ne daš denarja, ne, ker ta denar bo potem šel. In mislim, da je to glavni razlog, da so pač nogometno enostavno ne poznajo know-howa in so neizobraženi nogometno. In je škoda denarja in potem logično. Deloma je to, deloma je pa tudi ta sprega z lokalnimi skupnostmi. Točen Pečečnik je eden teh, ki je verjetno poleg nogometa oziroma preko nogometa videl tudi širšo sliko biznisa, ki se je celo izkazovala z idejami v stadionu, končala se je pa s nakupom Plečnikovega stadiona in zdaj vidimo, kje je to. On je po stran vrgel desetine milijonov, lokalna politika oziroma župani ali pa kdorkoli pa že so bili zadovoljni za nekaj časa, ko so se rešili bremena Plečnika, ampak ga imajo pa še zmeraj, tudi probleme pa še zmeraj. Ampak pravim, mogoče glavno zagotovilo, ki ga bi mogli imeti ti lastniki, je, da imajo za sabo podporo lokalne politike oziroma oblastine. In tukaj pri Olimpiji načeloma nekaj ni, je podpora pri Jankoviću, samo nikoli ne veš, kako se bo to dejansko končalo ali pa kje se bo končalo. Je pa dobro, da imajo vsak, ki pride nekam, da ima neko zagotovilo, mi vam pa omogočimo to in to in to in to. Glede na to, da nimamo infrastrukture zasebne, da vse to je javno, in da moraš prositi mestne oblasti, ali lahko uporabiš stadion, ali lahko elektriko vključiš, ali lahko toplo vodo imaš, ali lahko zalijemo v igrišče, ga sploh lahko uporabljamo. In to so pa seveda za enega vlagatelja že v štartu minusi, ki ga ne morejo pripeljati. Mislim, da ta vodstvo Olimpije, ki je zdaj, da kar uživa podporo mesta, drugače bi bilo to malo slabše. Za oboje bi bilo slabše. Seveda za župana in za klub. Tukaj je po moja žogica kar na strani Minhenčanov, če lepo rečemo. Deva je na konkretno še. Matko 14 golov, Jakupovič 13. To je pri strelcih. Pri podajalcih Kavčič 11, Karničnik 10. Se lahko zgodi, da bosta oba Celjana najboljši strelci in podajalci na koncu sezone? Ja, za strelc sem skoraj prepričan, da bo Matko. Za asistenca pa niti ne, ker Karničnik je toliko raznovrsten igral, za ni vprašanje, že več golov zabil do konca, kakor podajal. Pa tudi način igre, ki ga Celje goji, so tako močni, da z lahkoto prihajajo do šanse. Ni sam Karničnik, ampak res so močnejši od preostale lige, ker ti, če v 2 tekmah zbereš skoraj 40-50 strelov, s posestjo žogo 60-70, to so številke za nas neprimerljive. In govorijo o moči kluba. Je res, da je tudi Kupovič ima okoli sebe dobre podajalce, soigralce, tudi sproščen Maribor. Sam mislim, da je Matko ta prav strelski poblej, žleht, zanima ga gol. In čeprav se moram popraviti malo v zadnjem obdobju ali pa v sezoni 2, je tudi rato malo uvideven do drugi, da zna tudi kakšno podati. Prej pa glava, dol in samo gol. In na koncu zaradi tega pa je najboljši strelc. Dajva še takole probati oceniti. Imamo 4 pare v Ligi prvakov. Da ne bova predolga, o tem bomo veliko pisali tudi v delu, pa dajva probati samo napovedati. Jaz vem, da ti ne maraš Arsenala oziroma podcenjuješ njegov rezultatski domet, bolj ti je všeč njegov vtis, ampak mislim, da imamo tokrat na drugi strani enako rezervani Bayern. Se pravi, prvi par Arsenal-Bayern, drugi Real Madrid-Manchester City, tretji Atletico Madrid-Dortmund in potem Paris-Barcelona. Kje lahko iščemo polfinaliste? Arsenal-Bayern oziroma polfinaliste? Arsenal je v moštveni formi, Bayern ima pa posameznike individualno kvaliteto. Spet je pa odvisen, koliko so se malo s poškodbami, so se vrnili, ne pa koliko so se popolnoma preusmerili na Ligo prvakov, ker v Bundesligi so šli. Jaz mislim, da vsem Bayern favorit.
Real meč, to je pa 50-50, to pa ne vem. To je pa težko reči, zdaj, a jim je koristilo teh teden dni, ali še več so imeli od zadnje tekme, ker To so mnenja deljena. ja, Guardiola skozi to izpostavlja po svoje, pa mislim, da ve, da ni to prednost, ne. Da je boljše imeti v tekmovalnem ritmu igralce, kakor pa na dopustih po en teden. Zdaj ta tretja tekma, pričakuješ največ kartonov na tej tekmi? Rumenih? Niti ne verjamem. Saj Atletiko, prva tekma je, ni povratna. Povratna bi bila, za povratno ob neugodnem izidu za Atletiko bi pa se upostal, da bo pa... Statistično je zmagovalec prve tekme v veliki meri gre naprej pač, ne. To je pač tako. Ker ima dve možnosti tudi pri tej izbiri taktike. Prvi praktično poraženec nima kje izbirati, mora zmagati. Paris, Barcelona, dva podobna. Ta bo pa zanimiva, ampak mislim, da dam prednost Parizu. Zaradi trenerja, tudi efekta Mbappé zadnje sezone, da hoče vendarle pokazati. Pa se mi zdi, da kar taktizirajo pri temperanju forme, da so se najdeli in da kar solidno delujejo. Barcelona je pa tudi v vzponu, to je vidno. Mislim, da pa so vse malo premladi za tekme, ki jih rešujejo izkušeni. Jaz, če bi moral reči, bi izbral Bayern, Real, Atletico in Paris. Klele sva pa skoraj ista, ne? Ne skoraj, sva kar. Mislim, da če Real ne bo poškodovan, ima spredi enostavno premočne. To je premočno. Te lahko res naredijo vse. Res, da so oni močnejši na žogi mogoče, ampak to je pa učinkovito, to spred pri Realu. Ta Rodrigo, če si gledal zadnje tekme, to je iz nič je rado njihov najbolj učinkovit napadalec, pa govorimo zraven sta Bellingham pa Vinicius, to je strašno. Imajo tekaško so dobri, tehnično so dobri, pa še dost bolj zaprte igrajo kot, City je specifičen, zaprta igra, ne moramo govoriti. City zaprto igra z žogo v nogi, ne. Real Madrid pa čaka. Ampak ta tranzicija, ne, sprememba, ne, ritma oziroma prehodi so pa svetovni prvaki, ki zletijo Rodrigo, pa Vinicius, pa Bellingham naprej. Ponavadi dobijo še podporo bočnih, ne, ker letijo. Bomo videli, jaz mislim, da se bo na to Guardiola pripravil. Zdaj samo vprašanje, koliko ima pa Guardiola v formi igralce. Ker za ta slog igre, ki ga igra, moraš imeti pa zmeraj bolj natančno podajo, pravočasno podajo, preračunljiv, prav trenutek preračunljiv, potrpežljiv, ali je tu, se pravi, tudi ta je Haaland v takšni formi, da ne rab razmišljati, kje bo stal, ko bo prišla žoga, ampak da bo avtomatsko tam stal. Ali bo Rodri postal še naprej odločil z goli. Veliko tega, ali De Bruyne, ki je že malo v letih, ali bo ali ne bo začel ta napor in bitko v zvezni vrsti. Je veliko teh vprašajev, ker je težko ponavljati. City je bil prvak, City je vsi poznajo že 4 leta ali pa 5 let, tudi moštvo je razmeroma isto, zelo malo sprememb. Tako da bo zanimivo. Saj dva sta bolj spočita, ker ni bilo v stožcah tudi, ne. Bernardo Silva in Ruben Dias. Mesta malo na domači sceni, mislim, na angleški sceni mogla kaj poligrati se. Tako da naslednja epizoda VAR pričakujem, da bo spektakularna. Ogromno stvari bo treba komentirati. Delno bomo predstavili tudi nekaj, kar v Delovi redakciji predstavljamo drug teden. Ne pozabite si tega pogledati, nekaj zgodovinskega bo drug teden izšlo in vse to bomo pokomentirali, tako da za danes pa hvala, pa se vidimo.